V Zavodu za kulturo Bled so v petek 1. decembra odprli razstavo z naslovom Zanke neskončnosti umetniška vozlišča Eve Petrič na Blejskem gradu. Razstava je na ogled na 4 različnih vozliščih, grajskih točkah. V galeriji Stolp, pred Viteško dvorano, pod lapidarijem na zgornji terasi in v grajski kapeli. V petkovem večeru smo umetnico skozi pogovor z umetnostno zgodovinarko Andrejo Rakovec lahko tudi pobliže spoznali. Po dogodku smo Evo Petrič povabili tudi pred naš mikrofon. Nocojšnji dogodek mi je pokazal neke, kako bi rekla, res zveste spremljevalce, ker pač vreme ni bilo naklonjeno, ampak je bilo kljub temu kar precej ljudi. To pač veliko pomeni, da ljudi zanima umetnost, čeprav je lahko umetnost kdaj precej tako ne najlažja zadeva. In mi je pač res enkratni dogodek in spomin, ki mi bo za dolgo ostal. Ja, jaz sem v bistvu zelo zadovoljna iz, kako bi rekla, umetniško-kritičnega vidika. Tudi zaradi tega, ker se mi zdi, čeprav sem že imela nekatere od teh del na drugih lokacijah razstavljene, tu pa vsem neko novo življenje dobijo in bi lahko v bistvu človek rekel, da gre za neko novo delo. In v bistvu pokaže ta močni vpliv tega gradu in te okolice, kar je včasih tudi v bistvu težko za umetnike, ker ne moreš se proti tem boriti, ampak lahko samo v bistvu nekako poskušaš nek dialog soustvariti. In jaz osebno sem zadovoljna, mislim, da se je ustvaril nek dialog. Več bojo pa povedali tudi obiskovalci. Andreja Rakovec umetniško ustvarjanje Eve Petrič spremlja že dalj časa. Eva Petrič deluje kot multimedijska umetnica. Njena primarna umetniška zvrst je fotografija, z njo je začela umetniško pot, bila zanjo tudi večkrat nagrajena, sicer je pa ta medij potem kombinirala tudi z drugimi zvrstmi, recimo video, potem performance, instalacije, še posebej pa je doma in po svetu znana po svojih instalacijah iz čipk, s katerimi sestavlja monumentalne mreže in jih seveda potem tudi kombinira bodisi z zvočnimi kulisami, ki jih pripravlja sama, bodisi zvonjem, tako da njena dela delujejo kot neka multisenzorična celota, ki temeljijo tudi na neki sinesteziji, torej stapljenju čutev. Tako da gledalci, obiskovalci, ki prihajajo na njene razstave, res v neki polnosti, odidejo v neki polnosti teh izkušenj, teh doživetij. V vsem Evinem delu nanjo največji vtis naredi? Ja, neka ta premišljenost, neka ta res poglobljena refleksija, ki se kaže za njenim delom. Nič ni, kako naj rečem, prepuščeno naključju. Vsak detajl je premišljen, dela se loteva res profesionalno. To se vidi tako na njenih fotografijah, performansih, kjer domisli sleherni detajl, od izbire prizorišča, kostumov, potem raznih rekvizitov, luči, kadriranja in tako naprej. Skratka, to so dela, ki v gledalcu tudi sprožajo neko razmišljanje. Kljub slabemu vremenu so se na odprtju v Viteški dvorani na Blejskem gradu zbrali številni gostje, zvesti spremljevalci Evinega dela. Evo Petrič spremljam že dolgo, njen razvoj. Spoznala sem jo kot mlado študentko, moram reči, da je še zdaj nekako iz mlade deklice nastala zrela ženska, ki točno ve, kaj, na kakšen način želi izraziti s svojimi deli. Jo zelo občudujem, ker se mi zdi, da si upa na drugačen, morda bolj drzen način nastopiti in stopiti pred ljudmi, ker nekako umetnik se s svojimi deli tudi razgali drugim, to včasih ni tako enostavno. In ta kombinacija, da smo jo povabili tudi na Blejski grad, se mi zdi izredna. Prvič, da jo bolje spoznajo domačini in pa tudi ljudje na področju Slovenije.
Tisti, ki jo pa spremljajo, ker Eva je nekako bolj znana v Avstriji in več deluje tam, več razstavlja po galerijah, po cerkvah in tako naprej, da bodo pa tisti, ki spremljajo Evo, se vprašali tudi, kje je Blejski grad, kje je Slovenija, kje je Bled, kje je Eva doma, odkot izhaja, kje so njene korenine in da je to vse povezano, tako da bodo tudi oni prišli njena dela pogledati na ta edinstveni prostor, ki mislim pa, da je res poseben. Razstavo del Eve Petrič si na prazničnem Blejskem gradu lahko ogledate do 4. februarja 2024, vsak dan v odpiralnem času gradu.